Pozdravljeni, sem Anja Maver in danes bi vam rada spregovorila nekaj o odpuščanju in spravi za pokojnimi osebami. Jezus nam v evangeliju naroča: odpuščajte in vam bo odpuščeno. Meni so se te besede pogostokrat zdele zelo trde in neuresničljive. Spregovorila bi rada o moji zgodbi in moji izkušnji odpuščanja s pokojno osebo. Do ene pokojne osebe, ki mi je bila relativno blizu, sem kar veliko časa gojila negativna čustva. Pojavljala se je jeza, pogosto nemir ob misli na to osebo. Oseba je bila namreč že dlje časa pokojna. Razočaranje, žalost in podobno. Velikokrat sem se spraševala, zakaj je prišlo do tega, do vse te zamere, do vse te grenkove. Podrobnosti o odnosu s to osebo ne bi opisovala, ker niso bistvene, ampak šlo se je za to, da sem bila predvsem jaz zagrenjena. Skušala sem odpustiti po svoji lastni moči, pa to nikakor ni šlo. Nekega dne sem v cerkvi slišala o odpustkih. Našo župnijo, živela sem v župniji, ki so jo vodili frančiškani, in bilo je ravno pred praznikom Porciunkule 2. avgusta. Za praznik Porciunkule pa je možno pridobiti popolni odpustek, če oseba obišče frančiškansko, minoritsko ali kapucinsko cerkev, opravi svetospoved, prejme svetobhajilo in moli po namenu papeža. Čeprav sem jaz vse te slaba čustva oziroma negativna čustva do te pokojnice gojila, sem se takrat odločila, da bom storila ta korak in darovala popolni odpustek za njo. Potem, ko sem ta popolni odpustek darovala, so se v bistvu vsa negativna čustva izničila. Začela sem res hrepeneti potem, da bi se, iskreno hrepeneti potem, da bi se za to osebo nekoč srečala, da bi se skupaj veselili v večnosti, če bo Bog dal to milost. In predvsem iz te izkušnje sem se naučila 3 glavne stvari. Prva je, da za spravo sta potrebni obe strani, vendar pa tudi Božja milost. Brez Božje milosti tudi sprave ni. In popolni odpustek, čeprav ga darujemo za pokojno osebo, za dušo v vicah, če ta oseba to potrebuje, in to seveda zelo pomaga, ampak pomaga tudi temu darovalcu, temu, ki pač na zemlji to daruje. Jaz osebno sem prejela zelo močno ozdravljenje. Bilo je dobesedno, kot da bi nekdo presekal ta negativna čustva, ta odpor, to jezo. Drugo spoznanje, ki sem ga prejela, je, da sem bedna, grešna in da sama po sebi nisem sposobna odpustiti. In da to naročilo odpustite in vam bo odpuščeno zajema tudi dovolj veliko mero ponižnosti, da pridemo pred Gospoda in ga prosimo za to milost, da lahko sami odpustimo. Tretje spoznanje, pa ki sem ga prejela, je pa to, da je zelo, zelo pomembno, da pomagamo dušam v vicah. Večkrat sem slišala o tem, nikoli pa nisem tega jemala dovolj resno. Da pomagamo pokojnim iz našega sorodstva, da pomagamo drugim pokojnim, za katere nihče ne moli, da pomagamo pokojnim, ki so morda niso se spravili na zemlji s svojimi bližnjimi in da morda jim popolni odpustek pomaga, da do te sprave, do teh milosti vendarle pridejo. Za zaključek vas vabim, da se v tem svetem letu še toliko bolj poslužujemo in črpamo iz zakladov cerkve, iz cerkvene zakladnice, da darujemo odpustke lahko zase, lahko za pokojne. Karkoli darujemo za dušo v vicah, nam je dvojno nazaj povrnjeno, saj one prosijo pri Bogu za nas in posredujejo. Tudi ko bo sveto leto mimo, bo darovanje popolnih ali delnih odpustkov še vedno mogoče. Nenazadnje je darovanje odpustkov tudi dobro delo in eno največjih dobrih del je ravno v tem, da bližnjemu pomagamo do večnega zveličanja. Vsem želim blagoslovljen veliki teden.